Prisrčna dobrodošlica našim cenjenim gostom in seveda kolegicam in kolegom iz naše fakultete. Začenjamo z današnjo predstavitvijo, ki ima dvojen namen. Najprej se želimo spomniti našega zgodaj preminulega kolega, Reša Debeljaka, in inaugurirati te prostore kot akademsko čitalnico, ki se bo imenovala v njenem imenu. Hkrati pa je seveda namen našega druženja simpozij, ki se posveča temam, o katerih je veliko razmišljal prav dr. Aleš Debeljak. Temam z področja religije, kulturologije, ki so žal vse bolj pomembne v svetovnem prostoru in tudi pri nas. Želim vas seznaniti s nekaj formalnosti. Senat fakultete za družbene vede je v lanskem letu sprejel sklep o tem, da vzpostavi akademsko čitalnico kot prostor za druženje, akademsko druženje in prijateljsko druženje naših kolegic in kolegov. Hkrati pa je sprejel sklep, takrat, če je pretresen v zvezi s prezgodnjo smrtjo našega kolega, da se bo ta čitalnica poimenovala po njem. Danes udejanjamo, resničujemo ta sklep. V zvezi s tem bi se rad posebej zahvalil nekaterim, ki ste veliko prispevali k temu, da sedaj zares uresničujemo to našo osnovno zamisel. Najprej bi povedal, da smo sooblikovali arhitekturno ta prostor skupaj z kolegi iz fakultete za arhitekturo, ki se jim moram seveda izrecno zahvaliti. Da pa je umetniški ustvarjalni del, ki je posvečen Alešu Debeljaku, kreiral pa naš kolega dekan fakultete za likovno umetnost, kolega Botas, ki mu gre tudi velika zahvala za to, da je prispeval svoj kreativni duh k temu. Rad bi se posebej zahvalil kolegi Črniču, brez katerega ne bi prišlo niti do te ideje o akademski čitalnici, niti do današnje inauguracije imena spoštovanega kolega. Tako da, ja, Aleš, najlepša hvala za tvojo podporo pri tem. In še nekaterim ljudem, ki so sodelovali pri tem. Sicer pa je bila volja naše akademske skupnosti neizmerno enotna ob tem, ko smo se opredelili za to, kar je danes predmet inauguracije. Želim, da bi ta prostor bil trajno za poklon našemu spoštovanemu preminulemu kolegu, hkrati pa želim, da bi bil akademsko napolnjen z vsem tistim, kar je predmet akademskega vrvenja na tej fakulteti in da bi nas hkrati združil v večji povezanosti in prijateljstvu. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Povabljen sem bil na ta dogodek, da spregovorim nekaj besed o Alešu Debeljaku kot o znanstveniku. Ponavadi so otvoritve vesel dogodek, ponavadi je razlog za to, kakšen dosežek, kakšen uspeh. Tale žal ni taka in verjetno bi vsak od nas raje videl, da ga danes ne bi bilo tukaj. Da bi pa bil z nami Aleš Debeljak, večini v tej sobi prijatelj in kolega. Vsekakor pa zelo draga oseba. Tako da mi je trpko čast, da govorim o Alešu Debeljaku o odprtju akademske čitalnice, ki mu je posvečena. Zahvaljujem se ad hoc organizacijskemu odboru, njegovih najbližjih, najprej seveda bi ponovil za kolego dekanom, neumornemu Alešu Črniču, ki me povabil, da povem pač par besed.
Poleg tega pa tudi vsem, ki so sodelovali v ureditvi tega prostora, da zgleda tak, kot je, in upam, da bo zgledal še bolj avtentičen, še bolj debeljakovski. Njegovi ženi Eriki, Boštjanu Botasu Kendi, Ili Tomaniču Trivunži, Tani Radeš, Mojci Vilhar in trem institucijam, ki so tudi pripomogle k temu študentskemu svetu FDV, ki podprle kulturnemu društvu Kultko in Centru za kulturne in religijske študije na FDV-ju. Vsak od nas doživlja in preživlja njegovo tragično smrt drugače. Ravno pred to prireditvijo me je klical njegov starejši kolega, tudi predstojnik centra pred njim, profesor Zdenko Rotar, ki se je opravičil, da zaradi bolezni se ne more oglasiti, ne more priti. Pozdravil je dogodek in mi izdal, da piše novo knjigo, v kateri bo eno izmed poglavij posvečeno tudi Alešu Debeljaku. Sam sem se odločil, da ga bom skušal raziskati kot kulturologa. O njem se ogromno piše kot o pesniku. Objavljene so bile antologije oziroma zbirke njegovih pesmi, študije o njem kot o književniku, v slovenščini, v angleščini, v drugih jezikih in tako naprej. Manj pa se ga, po moje neupravičeno, omenja kot akademika, kot raziskovalca in kot predavatelja. Tako da želim, in danes bom pokazal majhen del tega, povzetek tega, kar delam, želim torej uravnotežiti poglede nanj, zato znova prebiram njegove študije, knjige, članke, eseje, intervencije. To je torej bil Aleš Debeljak, pesnik, esejist, kulturolog, troje različnih ustvarjalcev v enem. Ne, po mojem bil to en ustvarjalec, ki je na svoj kompleksen način združeval vse troje. Aleša pesnika se ne da ločiti od Aleša esejista in od Aleša kulturologa. Po eni strani je bil trd, kritičen racionalist. Resničnost okrog sebe je rezal s skalpelom znanosti. Na drugi strani se je prepuščal zanosu. Se je te resničnosti dotikal z golo roko, z blazinicami prstov. V tem kratkem uvodnem razmišljanju ne nameravam telegrafirati njegovih znanstvenih dosežkov, objav, nagrad. Prav tako ne, kako je soustanavljal in vodil oddelek za kulturologijo in kulturološki raziskovalni center. Brez njega marsikoga med nami ta hip ne bi bilo tukaj, samo zaradi tega zelo hvaležen. V svojem imenu in imenu vseh tistih, ki nas je na ta na drug način pripeljal na ta center in oddelek. Ne, bolj kot to me zanima vsebina njegovega dela, njegov prispevek slovenski humanistiki in ožje kulturologiji. Aleš Debeljak se je kot ustvarjalec napajal iz 4 svetovno-nazorskih in teoretskih paradigem. Kot bomo videli, nekatere so bile precej izključljive. Ni bil sužen ene izmed šol, kot je to zelo pogosto na Slovenskem. Nekateri so mu zato očitali teoretsko nekonsistentnost. Sam vidim v tem njegovo svobodo nasproti akademskemu sektaštvu in teoretskemu narcizmu. Torej, na kratko, izhajajo iz 4 paradigem. Eksistencializma, frankfurtske šole, poststrukturalizma, fenomenologije. Po vrsti. Od eksistencializma vzel teoretsko držo svobodne, aktivne, pa vendar tudi odgovorne osebnosti, ki se srečuje z absurdom, a se ne upeha, se mu ne umakne. Od frankfurtske šole kritiko kapitalizma vseh njegovih pojavnih oblikah, od liberalizma do fašizma, s priljubljeno metaforo, ki je dostikrat uporabljal v različnih tekstih, v katerih jih je pisal, Klejevega Angelusa Novusa, angela zgodovine, kot ga je poimenoval Walter Benjamin, da je preimenoval pravzaprav. Poststrukturalisti so ga navdahnili s svojimi razlagami postmodernega stanja, zagovarjanjem kulturnega pluralizma, antiesencializmom in skepso do velikih zgodb. Fenomenologi so najbolj vplivali zagovarjanjem ustvarjalnega, samozavedajočega človeka, ki s svojim delovanjem konstruira svet okrog sebe, torej svojim voluntarizmom. Prvo njegovo večje objavljeno delo na področju znanosti je bilo prevod Berger-Luhmanove knjige Družbena konstrukcija realnosti, to je bilo leta 1988. Da nekako povzamem, precej širok nabor teoretskih izhodišč, konstruktivističnih in ontoloških, top-down in bottom-up, ki pa niso bila omejena samo na njegovo znanstveno delo, ampak so bila prisotna tudi v esejistiki in poeziji. Ko sem pred dobrim letom začel sistematično raziskovati Aleševo akademsko pot, sem se spraševal, kako se tega loti, kako pokriti ta 3,5 desetletja njegovega znanstvenega dela. Odločil sem se, da skozi različne teme, ki jih je pokrival, skozi knjige, članke, eseje, prispevke, ki jih je objavljal in tudi na spomine, ki sem jih imel nanj. Te teme središčijo okrog 2 glavnih in vzdolž teh 2 linij ga analiziram. Najprej so to kulturne študije. Znotraj kulturnih študij raziskave postmodernosti, razmišljanja o sodobni nacionalni identiteti v globalizirajočem svetu, se pravi ta
Kvadrat Slovenija, Balkan, Evropa, Združene države, potem balkanologija in sodobna komparativistika, 4 področja torej znotraj kulturologije. Potem so tu še religijske študije, analize novih religijskih gibanj in odnosa med islamom in zahodom. In naj nakratko rišem ta področja s pomembno opombo, s pomembno zavoro, da je to moja klasifikacija, ki kot vse druge klasifikacije je prekratka. Vsa njegova dela, vse njegove prispevke se da obravnavati znotraj več teh tem, torej vseh je bil širši. Ne da se ga predalčkati, kar lahko tudi razumemo kot svojevrsten kompliment. Kulturne študije. Na slovenskem in na splošno v regiji odpre novo področje, to je postmoderne kulture, že v času kolumen ure kulturne anatomije v Teleksu konec 80-ih let, s svojimi teksti v Tribuni in potem v problemih in literaturi. Njegovo prvo znanstveno delo, ki se s tem ukvarjalo, precej še entuziastično, navdušeno nad tem novim gibanjem v znanosti, umetnosti, kulturi, postmoderna sfinga, kontinuiteta med modernostjo in postmodernostjo iz leta 89, še danes pravzaprav klasika na tem področju. To je prvi tak sistematičen prikaz postmoderne kulture v regiji, kot pravi, še precej optimističen, precej navdušen. Druga knjiga, 10 let kasneje, 99. leta, Na roševinah modernosti, institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike, ki je bila objavljena tudi v angleščini, Reluctant Modernity, je na nek način bolj zadržana, bolj trpka knjiga, v kateri nekako obdela, reflektira zadnje desetletje dramatičnih sprememb po svetu na različnih področjih, od realpolitike do vsakdanjega življenja. In zdi se mu, da področje, ki ga je najbolj pokrival, s katerim se najbolj ukvarjal, umetnost ni izpolnila svoje naloge, da ni izkoristila vse možnosti, ki jih je imela v tem času in da se zaradi tega marginalizira. Dobro se spominjam njegove promocije knjige Scotta Lasha, Sociologija postmoderne iz leta 1993, ki je ravno tako izšla na njegovo priporočilo pri takratnem ZPS-ju. Omenim naj še 2 znotraj tega področja postmoderne kulture, še 2 njegovi knjigi esejev, ki na drug način, z drugačnim jezikom, se ravno tako ukvarjata s tem, o čemer sem zdaj govoril. To sta predvsem skozi ameriško prizmo Temno nebo Amerike iz leta 1991 in Pisma iz tujine leto dni kasneje. Omenim naj tudi njegov prispevek v eno izmed 2 uvodnih poglavij kulturološkega zbornika, prvega kulturološkega učbenika pri nas, Kultura iz leta 2002, kjer je prispeval svoj tekst o frankfurtski šoli. Drugo področje znotraj kulturologije bi lahko naslovil z njegovo drugo izmed priljubljenih metafor, Dom in svet, v katerih se je spraševal skozi različna obdobja in različne načine, spet skozi različne medije od znanstvenih tekstov do esejev, vprašanja preživetja, torej dileme razvoja ali uničenja nacionalne kulture, lokalne kulture v globalizirajočem svetu. To je bila nit 4 njegovih knjig. Začnem z uvodnim tekstom v ponatis ene izmed pomembnih knjig v slovenski zgodovini, Kulturni problem slovenstva Josipa Vidmarja, originalna z leta 32. Ta knjiga je bila ponatisnjena leta 95 in tam je na zelo vidmarjanski način, zelo vidmarjansko pozicijo slovenskega kulturnega mesianizma napisal tekst Konec slovenstva ne hvala. Ta in druge članke in eseje je povezal potem v zbornik, v knjigo z naslovom Individualizem in literarne metafore naroda iz leta 98. Temu sta sledili Lanski sneg, knjige eseje o kulturi in tranziciji iz leta 2002, v angleščini, v kateri je nabral nekatere tekste iz teh knjig, The Hidden Handshake, National Identity in Europe in Post-Communist World iz leta 2004. Istega leta izide v Sloveniji tudi knjiga Evropa brez Evropejcev, torej v letu, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Tretje področje znotraj kulturnih študij je balkanologija. Od 90-ih let naprej si je prizadeval za simbolno rehabilitacijo in destigmatizacijo Balkana. Tle ne omenim njegov dvojni esej, ki je šel pod skupnim naslovom Somraki dolov, spomin na izgubljeno Jugoslavijo z leta 1994, ki je pravzaprav spet, porabim izraz, trpka, precej temačna knjiga, posledica šoka, ki jo je kot intelektualec in kot pesnik čutil v krvavem kolapsu države, v kateri je pravzaprav najprej zaslovel. Torej, on nikoli ni bil samo slovenski pesnik, bil tudi slovanski pesnik in globalni pesnik, če pogledamo samo to drugo plat njegovega ustvarjanja. Ta dvojni esej, ta knjiga je bila prevedena v številne jezike. Zadnji sem gledal njegovo bibliografijo, mislim, da je imel objavljene znanstvene tekste v 23 jezikov.
Torej, po eni strani Šok leta 1994 in knjiga, odmevna knjiga, na drugi strani je vedno jutri, ne? Vedno je torej tudi prihodni dan. Bil je eden izmed soustanoviteljev sarajevskih zvezkov, časopisa, ki izhaja v Sarajevu v različnih južnoslovanskih jezikih od leta 2003 naprej in ni naključje, da je ravno prvi tekst, prve številke, ravno njegova refleksija dela Daneta Zajca, njegov pogovor z Danetom Zajcem, kar je posebna čast. Ne? Se pravi, da se je začela ta simbolna sprava ravno z njegovim tekstom. Potem je še četrto področje znotraj kulturnih študij, sodobna komparativistika. Torej, knjige, ki jih je prebiral, je tudi redno recenziral in objavljal na različne načine v različnih medijih, ves čas od konca 80-ih let naprej. In tle je ponujal bralcem neko zelo navdihujočo lektiro. Spomnim se, da smo se spraševali, je to zdaj Debeljak bere, skratka poglejmo, kaj je zdaj na njegovi mizi. 4 knjige bi omenil s tem v zvezi: Melanholične figure, esej o književnosti iz leta 88, potem Atlantski most, ki govori o tem, torej besednem mostu, torej Slovenija, Evropa, na drugi strani ZDA, Balkanska vrv, torej vseeno ožji prehod, esej o književnosti jugoslovanske Atlantide iz leta 2010 in vmes zbirka recenzij Na dnu predala iz leta 2005. Torej, Aleš Debeljak ni bil literarni zgodovinar, ampak, kako bi temu rekli, če znajdemo izraz, kulturološki komparativist. Stvari, ki jih je prebral tudi na področju literature, je vedno postavil v nek širši kulturni, družbeni, ideološki kontekst. In zadnja knjiga, kako simbolično, ima naslov Kako postati človek iz leta 2014, v kateri je navedel svoje asociacije otroške, kot je otrok, in tedanje o geslih iz Mladega vedeža, ki je bil prvič objavljen v slovenščini v letu njegovega rojstva. Knjiga, ki govori z 2 jezikoma, njegovim in z jajno likovno govorico Tanje Radež. Če gremo zdaj na drugo področje, religijske študije. S tem se je začel ukvarjati v času huntingtonovske ideološke doktrine in jo jasno od prvih tekstov zavračal. Se pravi, po tej doktrini se ljudje delimo na bolj ali manj konfliktne civilizacije. Tle vidim pri Alešu spet nek korak naprej od prejšnje generacije sociologov v religije v Jugoslaviji, sjajnih sociologov, prej sem enega omenil, ki so se ukvarjali predvsem z odnosi med državo in cerkvami. On se je prvi na tem področju začel ukvarjati z novimi religijskimi fenomeni. Torej, angleščini believe but not belong, ne samo belong but not believe. Torej, z neko novo individualizacijo in na drugi strani novo kolektivizacijo religije. Na področju religijskih študij sta bili področji, ki sta ga zanimali dve. Torej, na eni strani nova religijska gibanja, spominjam se njegovih intervencij na sociološkem srečanju, v kateri v tej sobi smo bili takrat, skupaj smo predstavljali te teme leta 96, ki so bile posvečene takratni religijski situaciji. In to je bilo zajeto tudi v njegovi knjigi, ki je bila in teoretska in na drugi strani tudi polna študij primerov oblike religiozne imaginacije iz leta 95, kjer se teoretsko nasloni na Webra in Eliadeja. Drugo področje znotraj religijskih študij so bili odnosi med Zahodom in Islamom. O tem sta v 90-ih letih pisala dragocene prispevke on in Tomaž Mastnak. Nadaljujejo jih tudi nekateri ljudje, ki so danes prisotni na kulturološkem simpoziju. Svoja razmišljanja, bolj eseje, članke na to temo je zbral v zbirki esejem kratkih tekstov knjiga Križ pol mesec iz leta 2012, ki je tudi dala naslov današnjemu simpoziju. Naj sklenem ta pregled še enkrat z opombo, s katero sem začel, torej, da je v različnih knjigah, v različnih tekstih se ukvarjal ne samo z eno stvarjo, z eno temo, ampak je vedno te stvari tako povezoval, tako da jemljimo to mojo klasifikacijo z zadržanjem kot vsako drugo. Naj sklenem. Aleša razumem, morda zdaj še bolj kot prej, kot renesančno izpolnjenega človeka, ki je ne na usporeden, ampak na medsebojno prepleten način povezoval in dopolnjeval znanost in umetnost, premislek in mimezis, kritiko in poetiko, apolinijskost in dionizičnost. Opišem ga lahko z besedama, ki sta tudi naslov mojega prispevka današnjega, torej inducirana senzibilnost. Morda zato v njegovih delih opažam nenehno dialektiko angažmaja in odmika, melanholije in predanosti,
kot bi sledil Gramscijevi maksimi pesimizma intelekta in optimizma volje. Prav tako vreden je bil njegov odnos do nas, njegovih sodelavcev. Ponavljam, s hvaležnostjo, zaradi njega smo mnogi danes na fakulteti. Nikoli nas ni želel reducirati na njegove slednike, kot se zelo pogosto dogaja v akademskih, znanstvenih in tako naprej skupinah. Nobene šole, nobene znanstvene sekte ni oblikoval. Nismo se imenovali debeljakovci. Bolj kot predstojnik je bil inspiracija za nas. Torej, po eni strani ga razumem v duhu svojega časa, zaznamovanega z dvema postema, postmodernostjo in postsocializmom. Po drugi strani pa tistega, ki je bil vedno korak pred drugimi, ki je odpiral sveže teme, ki je imel občutek za novo, robno, neznano. Brecht je nekoč zapisal, da gre ocenjevati vrednost nekega dela po učinkih, ki jih ima. Če to prevedem na univerzitetno okolje, v katerem smo, naj rečem, da pravi profesor ni le tisti, ki podaja oziroma razdaja svoje znanje, ampak predvsem tisti, ki navdihuje, ki svojo lucidnostjo, svojim zgledom da misliti. Ki, kot pravi Jim Morrison v svojem prvencu, Light My Fire. In če kdo na tej fakulteti, je to bil Aleš Debeljak. Tak naj bo tudi ta prostor. Naj zadiha debeljakovsko, naj se mu da neke njegove svetovljanskosti, nekonvencionalnosti, energije, duhovitosti, ustvarjalnega erosa. Morda skulptno fotko Alberta Camilla, edino, ki jo imel v svoji pisarni, razen fotografij svoje družine, torej tisto, pravi kultno, z nonšalantno belmondojevskim čikom v kotičku ust. Naredimo ga ne le s predmeti, ki so zdaj tle, ampak predvsem z dogodki, z življenjem, s premisleki in tudi s subverzivnostjo smeha kot prostor, v katerega bi rad zahajal naš lirični realist Aleš Debeljak. Hvala.